Katja Kegl-Vencelj je že 10 let zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Z oddelka za bolezni ledvic, kjer dela kot diplomirana medicinska sestra, so jo urgentno premestili v tako imenovano COVID bolnico Petra Držaja. Da je situacija zelo resna, smo se lahko prepričali na lastne oči, saj so v komaj pol ure našega pogovora hospitalizirali kar 3 bolnike s koronavirusom. Mene so premestili kar tako, ne iz danes na jutri, ampak pravzaprav iz takoj. Čez pol ure vas čaka taksi na urgenci in greste na COVID. To se je res dogajalo ekspresno hitro, tako da niti nismo imeli časa se pripraviti. In ko sem sem prišla, v bistvu je bil kar šok, no. Delo popolnoma drugačno. Prva stvar so nas naučili se zaščititi v zaščitno varovalno opremo. Kaj je tako zelo težko tukaj? Od zaščitne opreme do vseh teh nujnih življenje ogrožajočih situacij? Ja, prvi stik s tem oddelkom je pravzaprav bil pač ta oprema, v kateri delamo, potem pa tudi komunikacija, ker ko ti enkrat prideš na oddelek, ne moreš kar ven, si nekaj ur noter oblečen in se pogovarjaš oziroma komuniciraš preko stekla. V začetku se je ta oddelek šele postavljal, smo ga šele urejali in pripravljali za novo sprejete paciente in še ni bilo te govorne naprave na vratih in mi je bilo zelo težko že sploh komunicirati. Ker na desno uho zelo slabo slišim in je pač ponavadi tudi malo berem čez ustnice, ampak zdaj, ko imamo maske, je to nemogoče in kak je več zvokov, mogoče več iz vseh strani kak zvok, se zgubim nekako, no. Včasih je težko, ker te, ne vem, treščijo te očala, teče ti iz nosa, bi se kaj popraskal, ne moreš, ker pač enostavno si v tistem območju, kjer so virusi in si zaščiten, ne moreš kar menjati. Skozi imaš isto masko, očala, plašč, pri vsakem pacientu, tudi rokavice recimo. Delo je pač težje, ker že osnoven odvzem krvi recimo je težavnejši, ker imaš ene rokavice, ki so kot tvoja koža in potem še za vsakega pacienta druge rokavice in čez dvojne rokavice je težko tipati. Kar se tiče mojega dela, mogoče res vidim, da sem tudi kar vzdržljiva na oddelku. Mogoče, ne vem, ni mi toliko problem zdržati tudi v tej opremi, ker sem vajena kaj potrpeti iz mojih ultramaratonov, ne. Tam so tudi veliki vzponi in padci in počutje niha. Pričakovala sem, da bo vse zelo slabo, mogoče v začetku, da bo res težko, ampak se mi zdi, kader, ki sem ga tukaj spoznala, je fantastičen in sem tudi to hvaležna, da sem v bistvu in vesela, da sem naredila to spremembo in prišla na ta oddelek, ker sem spoznala veliko super ljudi, delujemo timsko in dobro in si pomagamo drug drugemu in tudi vidim mogoče v pacientih večje stiske, kot sem kadarkoli prej, ker seveda ne morejo do svojcev, ne morejo svojci do njega, ne morejo niti do avtomata na kavo, tam so v tisti sobi, mi smo oblečeni kot, ne vem kako nas vidijo, kot eni astronavti in čutim tudi njihovo to tesnobo, stisko in veliko nas pohvalijo, kako smo pridni, kako se trudimo. Tudi ena gospa je v eni nočni, ko smo jo sprejeli, mi je potem listek napisala eno hvaležnost in veliko ljudi tudi nam kaj prinese, mogoče malo kakšno kavo, kakšne sladkarije, kaj za pojesti in vidim, da so nam hvaležni, no in to je potem tisto, kar ceniš in si misliš, ja, mogoče pa res delam dobro in sem na pravem mestu. So različna obdobja. Ravno prejšnji teden v nočnih smo vsako nočno imeli pač nekoga umirajočega in ne moreš se tega navaditi. Zdaj trenutno so kar stabilni, ampak vseeno, pač večina pacientov je na kisiku, stanje se jim lahko na hitro poslabša, nikoli ne veš. So lepe stvari, so žalostne stvari, zgodbe take in drugačne in na smrt se pa ne moreš navaditi, ne. Vsaka smrt te potre. Iskreno moram povedati,
da nisem verjela, da je tako resno. Dokler nisem prišla sem in videla te paciente, pač ja, življenje nam je spremenjeno, ne moremo se videti svojci, ne moremo na potovanje, ne morejo svojci k nam, težko nam je, otroci so doma, šole nadaljav, vse to je grozno. Ampak ja, sedaj pa vidim, da situacija je resna in upam, da se umiri, no. Mislim, da vsi kar komaj čakamo, da to cepivo pride in upamo, da se takrat situacija vsej umiri. Je neko upanje, ki obstaja, da bodo razmere boljše, ker to dejansko, kar vidimo v bolnišnicah, nam pač ni všeč. Situacija je resna. Prihaja čas, ko smo radi zunaj, so to novoletno vzdušje in božično, ampak pač mislim, da bomo morali razumeti, da je situacija takšna, kot je in da malo potrpeti doma in tudi doma si lahko naredimo lepo vzdušje in pač upajmo, da bo potem drugo leto boljše. Katja Kegel-Wenzel bi si med prazniki najbolj želela igrati svojo še ne 4-letno Hani. In se naspati. A bo najverjetneje morala dežurati. Koronavirus med novoletnimi prazniki ne bo šel na dopust.